ogromne preboje sem doživela na teh ritualih svetih rastlin. To mi je bilo res... A lahko malo več o tem poveš? Katerih? Seveda. Ayahuasca, vačuma in gobice. Aha. Tako. Nisem vedel tega. A to si omenila na RTV-ju? Ne, po mojem ne, ker tam je ful bilo časovno je res omejeno, 45 minut in sem se mogla tako koncentrirati, da sem sploh zgodbo, kolikor smiselno celoto zaobjela, da veš v tem časovnem okvirju. Ne, svete rastline so mi pa, tle sem pa res ogromne preboje doživela. Klemava neko skupno točko, a ne, ker nisem vedel, da je mava. Jaz v bistvu nimam takih izkušenj kot ti, a ne. Sploh glede zdravja, ne, še, to nas vse čaka, ne, že smrt nas vse čaka, ne, tako da hvala ti, ka to vse deliš, no, tako da sem to samo povedati. No. Ja, kako je, kako si prišla do tega, a si imela kakšne izkušnje pred tem, pa a te bilo strah? Ayahuasco sem prvič probala že leta prej, ker me je od malega, me ful privlačilo, ampak jaz drugače, naprimer, ne kadim, niti kave ne pijem, dobro, v študentskih letih smo ga pluckali, ne, ampak nekako sem takrat prvič imela ful en ta, o moj bog, pa nimam občutka, da bi bila control freak, ampak vseeno mi je bilo, mislim, kam me bo odneslo, a bom sploh vedela, kaj počnem, a bom sploh imela to kontrolo, ali bom delala tam kakšnih res ultra gluposti. In je bilo ful zanimivo, ker ful let se nisem odločila, ker za te ponudnike, se vem, da je neumen izraz, ampak te, ki so oglaševali, nekako not nisem začutila, da je pravo. Potem pa mi prijateljica omeni, Eriko Oblak je bila pri tebi, ne? Ja, super. No, in to me je pa tako, ne vem. Si začutila na njo? Ja, nekaj sem začutila in sem šla takrat pol k njej in mi ta prijateljica reče, te poberem, ne vem, kako da bi rekla, te poberem ob 2, greva skupaj dol in jaz rečem, ja, super in tako. In potem me ona pokliče in reče, evo, sam ti sporočam, štartala sem, čez 5 minut sem pri tebi. In jaz reče, the best, jaz sem spakirana, evo, grem kar ven pred bajto. To je bilo več dni, si... 2 dneva imela. In jaz odložim telefon, mislim, prekinem in v šubu. A veš tako, ko se te kakšen virus ali nekaj, kad ti vročina v želodcu in ti švistne v glavo. Poznaš ta občutek, ko je tako neki čudno, ena taka čudna pekoča slabost, pa kar tak feeling, da si mi manj seka, pa ne me basat, pa ne mi reč, da zdaj viroza ali whatever, zdaj, ka grem, ne. In meni je slabo. In ona pride in jaz tako reče, si v redu, so nekaj, ne vem, ful čudno, kar nekaj mi je slabo. In medve greva, mi smo na Poljanah in greva tam čez, prečkava Prule in pol prideš, kaj je tam? Začetek Rakove. Aha, Rakove Jelše. Ja, tam, ka greš pol na obvoznico, mislim na avtocesto. Ja. Trnovo, pa pol naprej. Ja. Mal naprej še tam, ja. In jaz, stavi, in ona kar na pločniku, rugo, reče, in jaz sam odprem vrata in se zbruham. Moj bog. Pol na sredi avtoceste. 2-krat. Sem prišla dol, se pravi, po poti 3-krat kolala, tako da Bog pomagi, dol sem prišla izžeta, gotova. In pol ta prvi večer pijemo, ajo in meni nič. Ma niti pikice, da bi mi nič, 0, kot da bi spila vodo. In sem bila tako prav razočarana, sem pa deno. To je to, nič, niti. In naslednji dan, pa v šubu se začne film in je bila taka res nora izkušnja in mi povejo, spet pride fulenih biti in tega in povejo, da v bistvu je bila že reakcija, preden sem pila, da itak so že predelali, zato ker niso hoteli, da povezujem slabost z ajo, ampak da sem mogla ene stvari ful ven spucati, da oni sploh lahko začnejo delati. In in pol je bilo pa tako ludilo od procesa. Kar želiš podeliti, če lahko kaj podeliš. Vem, da te stvari je težko, ampak mislim, da so mogoče te, ki poslušajo navajeni, a ne, ker sem dosti o tem govoril, ne. Ampak čist po želji tvoji. Mene
Jaz sem opazila, naprimer, meni so tudi tako zelo govorili, da ta bitja, te zavesti. Je že prvič, naprimer, ta drugi večer, ki je prišla prav zavest ayahuaske, in tako noro lepo in ful časa se pogovarjala. Je bilo pa zanimivo, ker je bila tam, ampak to je živo, to je kot da bi bil v filmu. Jaz sem imela občutek, mislim, da lahko držim to žensko. Mala, čokata ženska, pač ta Latinoamerika, stara, take sive kite, razbrazdan obraz, z neko tako pahljačo, z enega listja se pahljala, cigaro v eni roki, tako okrogla, tako temne oblačile, neka dolga kikle. Skos se režala, skos me je, tako res, grdih besed ne smem uporabljati le. Lahko. Lahko. Ja, lahko. Mislim, drkala me v glavo 100 na uro, me po glavi z ono pahljačo. Nagajala ti. Ma ja, mislim, špikala, pa tam je rinila, pejt plesat, greva plesat tam v sredo. In sem rekla, ma ne, ker je bilo prav rečeno, naj se držimo svojega prostora, naj ne motimo procesov drugih ljudi, halo. In ona, tako kot jaz sem tle šefica, gremo plesat, če sem rekla, sprosti telo. Vse, pa ne grem, Erika nam je prav rekla, no, naj bomo spoštljivi in tako. In se mi dve tam celo večno spregovarjava in ona reče, prav, pa boš pa tle na mestu. In mi začne zvirati telo v take abnormalne poze, da sem jaz vmes odprla oči in gledala, kako je pri Bogu milemu možno, ker ni, da se prav nekaj jaz ukvarjam športom, da sem res, in imela sem 2 tedna tak muskelfiber, da nisem mogla hoditi od teh poz. Povedala mi je o otrocih, svašta stvari, mislim, ja, ene stvari so malo, mogoče preintimne. Seveda. Ampak, ja, jaz mislim tako, te rastline ti lahko ogromno dajo, ampak sem na teh procesih opazovala, ogromno ljudi se zatakne nekje z egom. Ti? Ja, mislim, doskrat, ja. Res? Ja, seveda. Mislim, sej, glih to sem se naučil, ne? Glih to, kar si rekla. Ne? Jaz sem videla, da jih vedno peljem. Ko zaužijem, v bistvu peljem rastlino notri skozi to točko, ampak to me je nekaj vodilo, samo. Ko da tle vanjo, ko da bi obrnila oči na not. In ko da, in vedno se že vnaprej pogovorim in rečem, da nimam pričakovanj v smislu, da nočem ničesar voditi, ampak da želim čim več uvideti, čim več spoznati, čim več sčistiti in vsakič je drugače. Sem pa na primer opazila, da moja rastlina so gobice. Meni osebno je to tako najbolj moja rastlina. In pol dejansko, kdaj sem šla na obred in sem šla pol testirati kri, sem šla prej in po in spet vrednosti. Ko prav vidiš, ko se neki... lahko poveš, kaj si med procesom delala, si šla v neke, kaj si rekla, vse te nivoje, pa doskrat si DNK omenjala. A si kaj to med procesom zavestno? Meni se zgodi med temi procesi in se kdaj pol ljudje, ki so zraven, kdaj tudi malo ustrašijo, ker se mi kdaj zgodi, tako občutek imam, kot da je te neke zavesti tle, prav v fizičnem telesu na zemlji ful malo procentov, kot da je ostane ravno toliko, da, ne vem, srce bije, da diham in da se sam glih toliko zavedam, da tle nekje ležim. Drugo me pa ful potegne. Pa ne vem, a je to not ali ven ali gor ali dol, skratka, na različne nivoje. In so take zanimive stvari, ker enkrat sva bile z eno prijateljico na enem obredu in mene vmes, jaz tako vmes začutim, kako me raztegne, prav fizično, sem imela občutek, da sem zarasla tako na, ne vem, 1,90 m in prav tako pogledam in jaz vidim svoje noge dejansko. Ampak kar je bilo najbolj zanimivo, da mi potem naslednji dan reče prijateljica, jaz te pogledam enkrat vmes po noči, pa ti, jaz ne vem, če nisi bila 2 metra velika. In jo gledam, mislim, ful je takih stvari, ko nisva se vmes, se ne pogovarjaš, nisi v istem procesu, ne? In se mi zdi, da na nekem,
ko si pol tudi nisem znala razložiti, kako je možno, ne? Kaj smo videli, mislim, jaz nisem nič zrasla konkretno, fizično, ne? Ampak mogoče vidiš takrat v bistvu ta neka eterična telesa, ampak da se ti tok v bistvu vid nekam drugam skristalizira, da jih zaznavaš res kot fizično realnost. Ne? Ja. Ne, sej te stvari so toliko zanimive, ker zdaj recimo, ko smo spustili znanost spet zraven, ne, ful na tem površinskem nivoju spet deluje. Vemo, da deluje, ne vemo pa, kako deluje. Ne? In znanost ponovadi to nima rada. Ne? A veš, vidimo, da deluje, se pravi, depresijo se zelo dobro da prav z gobami pa LSD-om reševati, ne vemo pa kako. Ne? In to, kar vse ti, kar razlagaš, je čist neznanstveno. Ne? In ful mi je všeč, da se zdaj dogaja, saj ko jaz zaznavam, da reče, ok, pač ne znamo, ampak deluje. In vsem grejo naprej, ne, z raziskavami. Ne. Sam tukaj je mnogo bolj globje, kot reši depresijo ali pa ne vem kaj. Ne. To so, tako kot si omenila, kdo sploh mi smo, ne. V bistvu, da priješ v neko tako stanje, pa se ti vse podre, vsi koncepti, vsa prepričanja, vse, kar ti misliš, da si bil do takrat, ne. Ali pa kaj je res. Vse je težko. Jaz sem bila vmes, se mi je 3-krat zgodilo, mislim, da sem najdaljšo dobo imela 3 mesece, ko je res bilo tako, kot da bi se ta celotna mreža mojega obstoja, ampak vsi moji koncepti, moje zavestne predstave, moje, ne vem, vrednote, pač vse neki, kamor upenjaš, tudi neki cilji, ki jih imaš, neke ideje, ki jih imaš, neke želje, vse se je sesulo v prah, ampak prav med temi obredi in tem. In med vsem tem notrnim raziskovanjem. In se spomnim prvič, mi je bilo res pol težko, kaj imaš občutek, kot da lebdiš v tako gostem niču, nič, ki je v bistvu hkrati vse, ampak v enem momentu je zate nič. Čeprav z vsem svojim bitjem veš, da nosi možnosti kompletno vsega, ampak jih takrat nisi sposoben še tako globoko dešifrirati, zaznati in jaz sem ves čas vedela, Mojca, edina pot je tvoja vera, res vera. To je vse, kar imaš zdaj. Samo, da res verjameš, 100% veruješ, da to pač je. In naprimer, med prvo karanteno se je tudi zgodilo nekaj ful norega doma. Se je pojavil na steni, na modri steni, v spalnici od moje hčire, svetlobni napis. Ker sva prav gledali, ne, a je kakšna senca, ampak je bilo, kaj, mislim, kako, kakšna senca, napis, sestavljen iz nekih 5-6 znakov in jaz sem šla potem to ful raziskovati, ni mi dalo miru, je za svetu, prav tako, žarev, lahko pol fotko pokažem na telefonu in zginil čez par minut. Zginil. In to so bili neki znaki? Tako sem šla pol raziskovati, sem ful googlala par ur, neke te iz tujih univerz, ki se ukvarjajo z nekimi starimi pozabljenimi jeziki in najbolj podobni so bili koptski abecedi znaki. In sem si pol izpisala in sem šla v te njihove baze in sem potem vsak znakec posebej pogledala, kaj bi bil, pa eni so po sklopih. Ampak tako, razumsko ga še zdaj ne razumem. Ampak, ko sem ga videla takrat, je bilo pa kot da celo moje bitje not razume. In je tako zanimivo s tem upraviti, tako da bi se na celičnem nivoju neki prav spomini odklepali, ki jih jaz razumsko ne dojemam, ampak čutim pa na energetskem nivoju, kako celotno moje bitje čist drugače zaplapola, čist drugače zadiha. In ja, mislim, ful zanimivo.